Lep pozdrav, moje ime je Aljaž Kragotnik in sem učenec glasbene šole Kranj, kjer se že 6. leto učim horon. Horon spada v družino trobil, predhodniki tega inštrumenta pa so krivni rog ali pa tudi lovski rog. Torej sestavljen je iz usnika, torej usnik je lijast, na katerega pihamo, usnica pa vibrira. Sliši se takole. Tako. Cev je dolga od 6 do 7 metrov, zaključuje pa ga torej odmevnik ali korpus. Korpus daje hornu torej dodaten zvok, dodatno barvo zvoka, služi pa tudi oprijemu. Torej, inštrument ima 3 standardne tipke, 4. služi za pomoč, se imenuje kvart tipka. Glasbenik, ki igra horon, se imenuje horonist oziroma rogist. Torej, horonist lahko zaigra nekje 4 oktave, boljše celo več, nekako od kontra H pa do F2. Torej, na horon se da zaigrati različno, torej artikulacija, poznamo legato ali vezeno, sliši se takole. Stakato, torej vsaka posebej, se sliši takole. Poznamo tudi več glasnosti, torej dinamika, od piano, pianissimo, to je čisto potiho. Pa seveda forte, fortissimo, torej glasno, zelo glasno. Zaigravamo odlomek iz skladbe Barcarola, Giorgia Marbutea. Za rog je pisalo več svetovno znanih skladateljev, kot so na primer Mozart, Strauss in pa Schumann. Posebno mi je najbolj všeč Mozartov drugi koncert za horon, ki sem ga tudi pred enim letom sam zaigral. Od slovenskih horonistov so najbolj znani tudi zelo dobri, na primer Boštjan Lipovšek, Andrej Žust, Gregor Dvorjak ali pa moj profesor Robert Prednik.